Pozdravljeni. Na vrsto je prišel zadnji briefing pred začetkom velike nagrade Las Vegasa. Poglejmo vsi skupaj, kaj vse se je zanimivega zgodilo do sedaj. Tudi danes se bomo kot običajno ustavili pri treh dobro znanih delih. V prvem si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na kvalifikacijah. V drugem bomo našo pozornost obrnili k ritmu za posamezno ekipo. V tretjem bom pa podal moje osebno lastno videnje glede možnih strategij za nedeljsko oziroma v tem primeru sobotno dirko. In najprej seveda se moramo ustaviti pri tistem, kar so nam pokazale kvalifikacije. Treba je poudariti, da smo lahko videli, kako so ekipe uravnotežene, namreč prvih 9 je bilo v razmaku 3/4 sekunde, kar je po mojem mnenju nekaj minimalnega, posebej če upoštevamo dejstvo, da je krog dolg približno 90 sekund. Seveda, ta razmak bi imel čisto drugačen pomen, če bi vozniki krog odpeljali v približno 60 sekundah, ampak tu pomeni res neko uravnoteženje vseh tistih ekip, ki so tam na vrhu. Imamo seveda tudi izjeme, ampak če pogledamo tisto uradno projekcijo strani f1.com, bomo videli, da pravzaprav velikih razlik ni bilo za pričakovati in o tem smo tudi govorili v predhodnem prispevku pred kvalifikacijami. A treba je poudariti, da smo tu tudi videli nekaj zanimivega. Najprej, McLaren ni med vodilnimi in lahko iščemo takšne ali drugačne izgovore, da so pripravili nastavitve za dirko ali pa da sta Piastri in Norris nekako zašla iz one prave poti. Dejstvo je, da na samih kvalifikacijah je bil Max Verstappen boljši od Landa Norrisa, Oscar Piastri pa ni izkoristil priložnosti, kajti slišali smo lahko, da ne veljajo več moštveni ukazi. A videli bomo, kaj se bo zgodilo na sami dirki, ampak oba McLarena malce preveč v ozadju. Po drugi strani, seveda, marsikdo je pričakoval tudi slabši rezultat za Red Bull. Ampak če smo iskreni, Sergio Perez je izpadel takoj na začetku in je Max Verstappen tisti, ki ima nekaj več. Verjetno ste zasledili novice, kako imajo pri Red Bullu malce zgrešen zadnji aerodinamični stabilizator, kar se tiče te proge konfiguracije, ki je vidimo v Las Vegasu. In to je tudi razvidno iz končnih hitrosti. Tu imamo na primer iz drugega prostega treninga, kjer so pri Red Bullu nekje približno zaokroženo 7 km/h počasnejši od direktnih konkurentov. Ampak zahvala gre seveda Maxu Verstappenu, da je lahko Red Bull še vedno pred McLarenom. A verjetno marsikoga bolj zanima tisto, kar se je zgodilo tam spredaj. George Russell, hitrejši od Carlosa Sainza mlajšega in verjetno marsikdo ni pričakoval ne enega in ne drugega v prvi štartni vrsti, posebej glede na rezultate prostih treningov in podobno. Lewis Hamilton je napravil preveč napak. Lahko je svoj maksimum pokazal že prej in zaradi tega, ker je zahteval preveč od svojega Mercedesa dvojni V15, je napravil napako in začel bo v ozadju. Podobno kot je preveč zahteval Franco Colapinto. Sam ga razumem. Želi si več,
Ampak vprašanje je, ali je sposoben pokazati več. Pravi šampioni so tisti, ki vedo, kdaj je treba tudi nogo dvigniti iz stopalke za plen. In tu je seveda tisto vprašanje, ali Franco Colapinto ima dovolj izkušenj, da bi pridobil že ta občutek, po mojem še ne. Zato mu ni treba zameriti napake, ampak videli bomo, ali bo pri Williamsu uspelo nekako napraviti nov čudež in ponovno sestaviti njegov bolid. A videli smo tudi, da podobno kot Lewis Hamilton je bil Charles Leclerc malce pod pričakovanjem. Govorimo o vozniku, ki je najboljši prav na kvalifikacijah, ampak tu je bil Carlos Sainz mlajši, hitrejši. In treba je poudariti, da podobno kot pri Hamiltonu je tudi verjetno Leclerc zahteval preveč. Tu se je pokazala tista karakterna umirjenost tako Russella kot samega Sainza, ki sta izkoristila priložnost in imata enkratno izhodišče. Seveda ne smemo mimo dejstva, da Leclerc je bil počasnejši od Gaslija z Alpinom, ki je presenečenje kvalifikacij, ampak brez zamere ne vidim ga med favoriti za samo dirko. Ampak že to, da je bil Alpin boljši od Leclerca z Ferrarijem, nam pove, da poizkus voznika številko 16 še zdaleč ni bil polni idealen. A sedaj, ko smo malce pogledali štartni razpored, je prav, da te podatke primerjamo tudi z ritmom. In tu bomo videli kar nekaj zanimivosti. Odvisno je, katerega avtorja prebiramo, ko naletimo na razne analize. Najprej bi vam rad predstavil tisto, kar so objavili na uradni spletni strani, kjer zopet vidimo neko uravnoteženost vsaj tistih najboljših voznikov, kajti ne smemo pozabiti, da pri Red Bullu povprečje kvari Perez in seveda pri Mercedesu je bil Lewis Hamilton tisti, ki je uporabljal pneumatiko soft za tako imenovani long run. In seveda lahko bi dejali, da vse 4 ekipe, torej Mercedes, McLaren, Ferrari in Red Bull, se lahko znajdejo v tisti statistični napaki, kjer pravzaprav ne vemo, kdo je bistveno boljši. Po mojem velikih razlik ni. Ampak ne smemo mimo določenih pokazateljev. Namreč govorili smo o tem, da Red Bull ima težave z končno hitrostjo. Kaj pa primerjava, naprimer Sainz in sam Russell? Tudi tu bomo takoj ugotovili, da Mercedes ne dosega tako visokih končnih hitrosti kot Ferrari. Vidi se iz telemetrije in tu ni dvomov, ampak vseeno je Russell krog odpeljal hitreje od Sainza. Torej, seveda ima večji zračni upor, več oprijema in seveda skozi ovinke lahko gre lažje. Čeprav bo imel Sainz določeno prednost pri poskusih prehitevanja, posebej, ko bo lahko uporabljal sistem DRS. In tudi to ni zanemarljivo. A vidimo lahko, kako so določeni elementi lahko ključni za razumevanje dogajanja na progi. Rad bi dodal še nekaj, kar se je meni osebno zdelo zanimivo. Zasledil sem članek na italijanski verziji spletnega portala motosport.com, kjer so trdili, da Ferrari je dober, kar se tiče ritma, ampak na kvalifikacijah bi znali imeti težave. Seveda članek je bil objavljen pred kvalifikacijami, ampak meni po sami vsebini je bil rahlo nelogičen. Namreč na kvalifikacijah se uporablja tiste mehkejše mešanice, ki delujejo na nižji temperaturi. Seveda za samo dirko, za sam ritem pridejo upoštev one trše, ki delujejo na višji. Torej, če v daljšem obdobju nimaš težav segreti pneumatiko na višjo temperaturo, zakaj bi imel seveda probleme z mehkejšo pneumatiko, ki deluje na nižji temperaturi
in imaš samo tisti izhodni krog, da jo spraviš v samo območje. Seveda na prvi pogled nelogično in videli smo, da Ferrari je konkurenčen tudi z tisto mešanico C5. Ampak kot ponavadi poglavitna bo strategija. In seveda predstavil bom moje osebno videnje, kaj bi lahko pri posameznih ekipah izbrali. In tudi tokrat 3 variante, ki jih bom pa predstavil na nekoliko drugačen način. Ne bom začel z tisto strategijo, ki se meni osebno zdi najbolj verjetna, ampak bomo imeli varianto A, B in C. Namreč med samo dirko za veliko nagrado bodo lahko pri ekipah spreminjali svoje strategije in začeti bodo morali verjetno na tisti temeljni, ki je strategija z enim postankom, strategija A, kjer bi vozniki lahko začeli z pnevmatiko medium, odpeljali približno 18 krogov in nato 32 krogov na pnevmatiki hard. Seveda strategija, ki je izvedljiva, ki ni najhitrejša, ampak je možna. Ukolikor bi prišlo do kakšne faze nevtralizacije, govorimo o prekinitvi, govorimo o varnostnem avtomobilu, govorimo o virtualnem varnostnem avtomobilu, bi lahko prišla v poštev strategija B. Začeti zopet na pnevmatiki medium, odpeljati približno 14 krogov in nato dvakrat po 18 krogov na pnevmatiki hard. Seveda z večjo mero fleksibilnosti. A treba je povedati, da določene ekipe bi lahko imele tudi težave z pnevmatikami in tudi to ne smemo zanemariti. Ampak obstaja tudi tretja varianta oziroma varianta C, kjer bi se lahko voznik na sami dirki odločil za rahlo variacijo. Začeti na pnevmatiki medium, odpeljati 14 krogov, nato morda 22 na pnevmatiki hard in v zaključku 14 na pnevmatiki medium. Seveda zadeva, ki je bistveno hitrejša od one druge, vse je odvisno, kako se bo obnašal bolid. In drugi in tretji del seveda se lahko med seboj tudi zamenja. A videli bomo, kaj se bo v resnici zgodilo na sami dirki za veliko nagrado Las Vegasa. Pred njo bom pa seveda v živo predstavil mojo vizijo in tisto, kar bodo napovedali pri Pirelliju. Tokrat, daj vas spomnim, rahlo bolj zgodaj kot ponavadi, namreč v živo začnemo že ob 6 zjutraj, uro pred štartom. Nato ob 9, še tisti lahko malce daljši prispevek v živo, kjer si bomo povedali vse, kar se je zanimivega zgodilo na dirki, ter še lahko marsikaj drugega. A tudi tokrat za zadnji briefing bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.